Smučarske karte bodo torej znova dražje. V sosednji Avstriji, izjemno priljubljeni med slovenskimi smučarji, bo za celodnevno smuko ponekod potrebno odšteti več kot 80 evrov. Upravljavci smučišč zvišanje cen opravičujejo z višjimi cenami energentov, višjimi stroški dela in dragim vzdrževanjem. Kaj pa pri nas? Na večjih smučiščih se bodo karte v povprečju podražile do 5%. Mojca Hanžič je bila na Rogli. Jesenska idila je ta konec tedna na Roglo zvabila predvsem sprehajalce in pohodnike. A pa tudi po zimi pridete kaj na Roglo, smučate? Jaz sem prvič tukaj danes. Jaz ne smučam. V redu, lepo. Mogli več ljudi hoditi tukaj. Zelo lepo. Smo bolj fit pola, ne? A že prihodnji mesec nameravajo na tem 1500 metrov visokem smučišču začeti z umetnim zasneževanjem. Kdaj pa smuko? Planiramo od začetek decembra, se pravi, ta prvi vikend v decembru bi že želeli smučati vsaj na nekaterih progah. Predprodaja smučarskih vozovnic že poteka, so pa cene nekoliko višje kot lani. Cene nekako vsako leto minimalno korigiramo v skladu z rastjo ostalih stroškov, tako da je v povprečju nekje 4%, kar pomeni, da bo letošnja vozovnica celodnevna za odrasle 47 evrov. Skupna dolžina vseh smučarskih prog na tem delu Pohorja znaša približno 12 kilometrov. Kje smučate, ko greste smučati? Največkrat smučam v Avstriji. Ja, v Avstriji samo porihtane smučišča so vse posod. Bolj kot pri nas. Samo se trudijo, tudi Slovenci. Jaz mislim, da so se vsa slovenska smučišča v zadnjih letih dosti dobro pripravila in da je tudi smuka v Sloveniji lahko zelo dobra. In mogoče je to naša prednost, da lahko Slovenci pač ceneje smučamo doma in kljub temu smo zadovoljni. Najštevilčnejši obiskovalci Rogle, kjer je minulo sezono na dan v povprečju smučalo okoli 3000 ljudi, smo namreč še vedno Slovenci. No, naša smučišča cen vozovnic razen v predprodaji večinoma še nimajo objavljenih, so nam pa v Kranjski Gori potrdili, da bodo cene višje za 5%, tudi vidimo konkretne cene za otroke in odrasle. Na Golteh pa bo cena kart enotna za vse 20 evrov. Na številnih smučiščih v Italiji in Avstriji bodo cene dvignili za dobre 4%, v Avstriji bodo, kot že rečeno, ponekod prvič presegle 80 evrov. Najdražje smučanje bo v Zeldnu v Avstriji, na Tirolskem. Dnevna vozovnica za odraslega bo tam 83 evrov, v Arlbergu bo 81,5 evrov, Kitzbühel 79,5 evrov, v Ižglu pa za 79 evrov. Podobno bo v Italiji, Livigno dnevno smučanje 72 evrov, Kronplatz v Dolomitih en dan smučanja za odraslega 80 evrov. Na ledeniku Mölltal pa bo januarja karta stala 69 evrov, bo pa kot zanimivost spomladi bistveno cenejša 25. maja denimo 29 evrov.